Ok, lepo pozdravljeni vsi skupaj na tej predstavitvi Fakultete za računalništvo in informatiko. Danes smo se odločili predstavitev narediti nekako drugače, in sicer smo povabili naše študente, 4 študente iz 4 tistih glavnih študijskih programov, ki jih imamo. In sicer so z nami Vasja Lev Kirn z univerzitetnega študijskega programa, potem je z nami Bisera Nikolovska z visokošolskega strokovnega študija, Matjaž Vuherer z interdisciplinarnega študija računalništvo in matematika in pa Eva Vidmar z študija multimedija, prav tako interdisciplinarnega. Tako, na prvi stopnji imamo sicer še študij upravna informatika, ki je nekoliko manjši, nekoliko bolj družboslovno barvan, za tega trenutno nimamo nobenega, ampak jaz mislim, da večina, ki prihaja na FRI, na Fakulteto za računalništvo in informatiko, se zanima za te 4 študije, ki jih bomo danes tudi predstavili. Tako da, čisto za začetek, vidim, da se približno nekateri še prihajajo zraven, ampak kolegi vidim, da jih noter spuščajo, tako da se zahvaljujem, da tem pomagajo. Tako, se pravi, Fakulteta za računalništvo in informatiko, čisto, bom rekel, na kratko, leži v Ljubljani, blizu Rožnika, v lepem okolju, zelenem, imamo živalski vrt v bližini, tako da tudi živali se sliši lahko zjutraj, takšno, bom rekel, taka glasovna podlaga je včasih, no. Trenutno sicer slišimo tudi stroje gradbene, kajti se kar veliko gradi, nastaja nekakšno tako tehnično, biološko-tehnično središče. Trenutno smo tam, nekako ležimo Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fakulteta in pa Nacionalni inštitut za biologijo. V bližnji prihodnosti naj bi tam nastala tudi strojna fakulteta in Fakulteta za farmacijo, tako da raste en tak zanimiv kampus. In upam, da nekateri od vas boste se nam pridružili in tudi tam študirali. Tako da, če gremo čisto na kratko, nekaj besed, zakaj sploh računalništvo, zdaj glede na to, da ste na tej predstavitvi verjetno nekako že imate neko svojo predstavo oziroma svoje interese. Vsekakor računalništvo je računalnik v središču družbe. Karkoli danes počnemo, je povezano tako ali drugače z računalniki, z nekimi informacijskimi sistemi. In praktično karkoli vas še zanima v življenju poleg računalništva, je zagotovo povezljivo, se da povezati z računalništvom in z znanji, ki jih pridobite na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Lahko delujete na teh področjih. Lahko je to nekaj zelo tehničnega, lahko pa je tudi kaj zelo, zelo drugačnega, umetniškega, povezano tudi z družboslovjem navsezadnje. Tukaj ni nekih omejitev, računalničarji smo iskani povsod. Tako da toliko zaenkrat, več zagotovo potem naprej še v debati. Kaj zapovedati še, preden predam besedo študentom? Fakulteti za računalništvo in informatiko, bom rekel, vsaj tisti, ki smo na njej, rečemo FRI, ker je to ful krajše in je lažje reči. Tako da FRI je skupnost, tukaj nas je okoli 1550 študentov in tam nekako 190 zaposlenih, od tega je 120 pedagogov, to so učitelji, se pravi profesorji, in pa asistenti. Poleg tega je še 50 raziskovalcev, zdaj, če računate do tistih 190, je pa še nekaj skupnih služb, tistih, ki pomagamo z različnimi drugimi opravili. Nekaj nad 4500 diplomantov je diplomiralo, se pravi študentov je diplomiralo na naši fakulteti od njene ustanovitve. Fakulteta je bila sicer ustanovljena leta 1996, tako da letos 25. leto delovanja.
ampak imamo nekako precej daljšo zgodovino. Fakulteta je, oziroma študijski programi so tekli že prej na skupni fakulteti za elektrotehniko in računalništvo in predtem na fakulteti za elektrotehniko. Tako da sama zgodovina študija teče nekje tam od 70 let naprej. Ampak večinoma so pedagogi, če lahko tako rečem, na FRIU v povprečju, mislim, da predvsem mlajši kot na kakšnih drugih fakultetah. Tako da je nekoliko drugačno mogoče vzdušje včasih kot kje drugje. Sicer vi ste še dijaki, tako da nimate te izkušnje, ampak se poznamo, ta nekako mladost, predvsem asistenti, tisti, s katerimi imate na koncu tudi nekako največ stika, so pa sploh tisti, ki so zaključili študij v tistih nekaj letih po študiju, mogoče doktorski študenti. Tako da to je toliko recimo o tem. In pa še prostori, prej sem na kratko orisal, kje ležimo, kje se nahajamo. Drugače fakulteta na tej lokaciji od leta 2014, zaenkrat še vedno mislim, da najnovejša stavba Univerze v Ljubljani, dokler ne bodo, se pravi, kot sem prej rekel, zgradili recimo nove strojne fakultete. Imamo tukaj 10 predavalnic različnih velikosti, največja je za 300 študentov. V tisti predavalnici boste bruci, se pravi prvi letniki, imeli večino takih skupnih predmetov. Potem so pa tudi manjše predavalnice, nekje do 50-30, kjer potekajo vaje, kjer potekajo manjša predavanja, izbirni predmeti. Imamo kar 12 računalniških učilnic, pravkar se nekako dela na tem, da bi se dodalo še 2, v njih je okoli 250 računalnikov, tako da tukaj potekajo predvsem vaje, zato recimo na fakulteti pri samem upravljanju vaj ne potrebujete računalnikov, seveda jih pa lahko imate. Zdaj računalniki boste konec koncev potrebovali, da boste lahko delali domače naloge in take stvari. Ampak v osnovi, zato da pridete na fakulteto in se udeležujete vaj in predavanj, računalnika načeloma ne potrebujete, vsaj v nižjih letnikih ne, kasneje mogoče pa se to malo spremeni, ampak to bodo že študenti v nadaljevanju povedali. 19 raziskovalnih laboratorijev. Ja, univerza ni samo izobraževalna ustanova, je tudi raziskovalna in tukaj nastaja novo znanje, ki ga z veseljem potem delimo naprej. Tako, to je nekako, bom rekel, tale uvod o fakulteti. Kaj se boste naučili na fakulteti? Ja, vse mogoče, z vseh področij računalništva in informatike. Tukaj na tem slajdu je en kup takih besed, buzzwordov, ključnikov, kakorkoli temu rečemo, stvari, ki so danes aktualne, ki se povsod pojavljajo, in vse to so stvari, ki se tukaj na fakulteti poučujejo, na katerih lahko razvijate, in teh kroksov bi lahko tukaj nalepili še neskončno dosti. In do takrat, ko boste recimo vi zaključili študij, bomo sigurno lahko zalepili še nekaj takih, s katerih niti ne vemo. In to je tisto, kar je tudi zanimivo in kar privlači recimo ljudi na študij računalništva. Kar se tiče študijskih programov, samo na kratko z moje strani, se pravi, imamo 2 glavna študijska programa. Glavno, zakaj največ študentov pišemo na njiju. Ta 2 programa, se pravi, vpisujeta 170 mest univerzitetni študij računalništvo in informatika in pa 165 mest visokošolski strokovni študij, pri čemer je teh 165 vpisnih mest na visokošolskem študiju rednih. Poleg tega pa imamo zdaj že drugo leto tudi izredni študij, ponovno vzpostavljen, 16 vpisnih mest je tukaj na voljo. Tako da, kar se tiče omejitev, vem, da dijaki, maturanti to vedno gledate, štejete in tako. Te točke niso najvišje, zagotovo pa vsako leto nekoliko rastejo. Smo kar zadovoljni, da se vpisujete sem dobri študenti, ker na ta način je tudi nastajajo zanimive stvari pri študiju, pri predmetih. Kar se tiče, se pravi, teh študijev, računalništvo in informatika, je ta osrednji.
več bodo pa povedali potem študenti. Poleg teh dveh glavnih študijskih programov imamo pa tudi 3 interdisciplinarne na prvi stopnji, na drugi stopnji imamo še več. In sicer gre tukaj predvsem najstarejše računalništvo in matematika. Ta študij izvajamo skupaj s Fakulteto za matematiko in fiziko. Pol, nekako so obveznosti razdeljene, polovico študija opravite na eni fakulteti, polovico na drugi in dobite tudi diplomo obeh fakultet, se pravi skupno diplomo. Tukaj je vpisnih mest 40, točke so pa tudi nekako tradicionalno tukaj kar najvišje potrebne za vpis. Ta 4. študij oziroma drugi interdisciplinarni je multimedija. Tega z Fakulteto za elektrotehniko zdaj izvajamo tudi že kar nekaj časa, tudi na drugi stopnji se sedaj izvaja študij 4. leto, se mi zdi, ali 3. ali pa 4. leto, niti ni ključno. Ta študij je zasnovan se pravi spet polovično. Polovica na Fakulteti za računalništvo, tukaj so te računalniške vsebine programiranja, na Fakulteti za elektrotehniko pa bolj te multimedijske vsebine, produkcija nekih multimedijskih vsebin. Ampak spet več o tem strani študentov. 30 vpisnih mest je tukaj, tudi kar precej interesa, 85 točk je bilo letos potrebnih za vpis. In še ta zadnji, 5. interdisciplinarni študij je upravna informatika, tega izvajamo s Fakulteto za upravo. In tukaj gre pa za neko kombinacijo recimo tega tehniško-naravoslovnih znanj z FRIA in pa potem družboslovnih znanj na Fakulteti za upravo, neka upravna znanja, ekonomska. Tako da tukaj ta študij so najmanjši 25 vpisnih mest. V bistvu je skoraj vsako leto brez omejitve, kar pomeni, da v tistem s prvo željo se ne zapolni, se pa potem zapolni z temi ostalimi željami, kako se temu reče, tistimi izbirnimi mesti. Toliko o teh programih, sedaj pa v bistvu predajam besedo kar prvemu študentu, in sicer Vasji Levokirnu, da predstavi na kratko, kakšen je univerzitetni program računalništvo in informatika, kakšen je predmetnik, kakšen je nek tipični dan, kaj so tisti glavni predmeti, kakšna je njegova izkušnja. Tako da, evo, Vasja, Lev, izvoli. Ok, super, no, hvala za besedo, Miha. Pa pozdravljeni tudi vsi dijaki in bodoči frijevci mogoče. No, jaz sem Vasja, jaz sem trenutno v 3. letniku univerzitetnega študija, tako da vam znam tudi iz izkušenj malo povedati, kaj se dogaja. Zdaj vidite na zaslonu, to je predmetnik, ki si ga tudi lahko sami pogledate bolj podrobno. Jaz sem pa najprej na hitro malo povedal o študiju, v bistvu, kako cela stvar poteka, kaj je različno pri univerzitetnem, za razliko od teh ostalih 4, ki jih je Miha ravnokar razložil. Se pravi, univerzitetni študij je ta največji zraven visokošolskega, tak generalen, splošni, tako rečeno. In v bistvu cilj študija je splošno znanje računalništva in informatike, mogoče iz bolj teoretičnega vidika. Se pravi, na čem je poudarek tega študija? V bistvu globoko teoretično znanje računalništva in matematike. Cilj je, da po tem študiju se ti je pokazal in v bistvu razumeš veliko stvari o področju računalništva in imaš s tem odprta vrata, da greš študirati razno naprej, se usmeriš v kakšno drugo smer, vidiš točno, kaj te zanima, tako da imaš na tak način odprta vrata. Potem veliko ljudi sprašuje tudi, kakšno je pač potrebno predznanje. Zdaj, noben faks ne bo lahek, to boste vsi izvedeli kasneje. Je pa res, da pri vsakem predmetu grejo profesorji od začetka. Tudi načeloma predznanje ni potrebno, je pa situacija taka, da na faksu, za razliko od srednje šole, prideš na faks in zelo hitro, jaz temu rad rečem, da gremo v 6. prestavo, kar pomeni, da zelo hitro začnemo na polno delati, snov se hitro obdeluje,
veliko je treba sprotnega dela vložiti in to je klasika pri dosti vsakem predmetu. Veliko se bo treba učiti in hitro gre čez. Ampak profesor gre od začetka, to velja tako za matematiko kot za računalništvo, čeprav je fino, da seveda srednješolsko matematiko znate, kot seveda bo se moglo tudi opraviti na maturi. Tudi če imate na maturi zdaj osnovno ali pa višji nivo, je potrebno, ne, ampak tudi brez predznanja se da narediti celo stvar. Pač posebnih predmetov ni za maturi, kako narediti. Zdaj pa, če si tukaj pogledate predmetnik, je prvi letnik, drugi letnik in tretji letnik. Podrobno si lahko tudi sami pogledate, predlagam, da greste na spletno stran. Je pa glavno to, da prvi in drugi letnik sta večinoma ista oziroma obvezna, potem v tretjem letniku si pa zbereš enega od 5 modulov. Torej, prve 2 leta delaš računalništvo, imaš 5-6 predmetov za matematiko, ostale za računalništvo, različna področja, programiramo v različnih jezikih, večinoma Java in C, ampak se tudi dotaknemo spletnega programiranja, HTML, JavaScript, Python in s tem znanjem, ki ga dobiš v prvih 2 letih, lahko potem v bistvu že malo bolj veš, kaj želiš in se v tretjem letniku si zbereš modul, imaš izbirne predmete na voljo in se osredotočiš bolj na to, kaj te zanima. Zdaj, tako kot pa drugih programih, prisotnost je odvisna od predmeta, kdaj je obvezna, kdaj ni, ampak osebno zelo toplo priporočam, da greš se na vse predavanja, greš se na vse vaje, ker tako se tudi največ naučite, lahko sprašujete profesorje, splača se hoditi, splača se biti zraven, v bistvu tudi na fakulteti se veliko dogaja, tako da je lepo vzdušje na tej fakulteti, meni je zelo všeč. Zdaj predmete, nekatere se da narediti s kolokviji, sprotne obveznosti so, odvisno od predmeta, kdaj jih je veliko, kdaj jih je malo manj. Zdaj, ko sem v tretjem letniku, vam lahko vem, da jih je zdaj majčkeno več, kot je bilo v prvih 2 letnikih, ampak so tudi sprotne obveznosti. Tako da na hitrico je basically to, kar se dogaja v tem uni programu. Zdaj pa še, sem hotel omeniti, da v bistvu poleg študija, poleg recimo v prvem letniku, ko smo imeli fiziko, matematike in programiranja, je več kot sam študij tukaj. Jaz sem tudi član študentskega sveta in študentske organizacije in je zelo prijeten skupnost, community tukaj na faksu in se dogajajo stvari, se dogajajo obštudijske dejavnosti, tako da se pač je veliko poleg tudi študija, pač je prijetno vzdušje. Specifično v predmetih jih je veliko, tako da ste tudi vabljeni, da napišete na Facebooku, najdete študentski svet, študentsko organizacijo, Frija, kaj vprašate. Drugače pa tako rekel, jaz sem bil tudi seveda v srednji šoli in v tretjem letniku mogoče nisem vedel točno, kaj bi šel študirati, sem se odločil za računalništvo. In po teh 3 letih lahko rečem, da če te zanima, vsak ti, ki posluša zdajle, če te zanima logično razmišljanje, mogoče reševanje problemov, računalniška tehnologija, ki se razvija zadnjih 50 let, to je čisto nova stvar, meni je fascinantno, kako deluje telefon in v bistvu, kako to pride v nekaj, kar zgleda magično, potem je to lahko res dober študij za vas. Če nisi siguren, jaz vem, da v srednji šoli bi se težko vedeti točno, kaj bi želel delati, ampak če te zanima, logično razmišljanje, reševanje problemov, pa tak pristop k reševanju problemov je to, po mojem, to. Jaz mislim, da sem zdaj na kratko že opisal uni program, v eni besedi teoretični vidik računalništva in če bo kakšno vprašanje, pa lahko tudi na koncu vprašate še. Super, hvala Lev. Jaz predlagam, da gremo najprej čez predstavitve vseh študentov in bomo na koncu potem odprli vprašanja, tako da se ne bomo slučajno ponavljali ali pa en drugemu nekako skakali v besedo. Tako da sedaj pa prehajamo na naslednjo predstavitev, gre pa za visokošolski strokovni študij računalništva in informatika. Se pravi, naziv je skoraj da enak kot študij, ki nam ga je pravkar predstavil Vasja, je pa vendarle drugačen. Tudi sam predmetnik je pomembno drugačen, več pa bo povedala sedaj Bisera Nikolovska, tako da izvoli Bisera, ti predajam besedo.
Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem Bisera, kot je že Miha povedal, sem študentka visokošolskega strokovnega programa in danes bom vam na hitro malo razložila, kaj se dogaja v tem programu. Glavna ideja tega programa je ustvarjanje mladih strokovnjakov, ki bodo pripravljeni za delo takoj po končanju študija. Tako da tisti program je malo osredotočen na bolj praktično delo in več obveznosti, domačih nalog in tako naprej. V prvem letniku imamo vse obvezne predmete in smo bolj osredotočeni na matematike, diskretne strukture, pa še programiranje je tako malo bolj osredotočeno na matematične stvari. In v drugem semestru že začenjajo stvari. Začenjamo s projektov, z domače naloge, timsko delo in se pravi, predmete, ki jih imamo v drugem semestru, so operacijski sistemi, programiranje, podatkovne baze, osnove verjetnosti in statistike in računalniške komunikacije, ki so tako malo bolj računalniški predmeti. V drugem letniku pa imamo vse izbirne predmete, razen algoritmi in podatkovne strukture 1 in 2. Toda lahko si izberete sami svoje predmete in tukaj se osredotočite na to, kar dejansko želite delati. Recimo jaz že na začetku sem vedela, da želim delati robotiko, pa sem si vzela vse predmete, ki so mi bili zanimive. In že v drugem letniku sem imela dosta fun time, sem začela tudi delati. To je pomembno za VSŠ program, ki pripravlja študente že v drugem letniku, da lahko delajo. Kar se tiče obveznosti, načeloma imamo kolokvije, pa še projektov in domače naloge, ki niso toliko težke, se ne ustrašite o tem. Kolokvije so razcep materijala v 2 delih. Tako da, recimo, če imate en predmet, prvi kolokvij imate na začetku semestra, pa drugi kolokvij na koncu semestra. In ponavadi so kolokvije pogoj za pristop k izpitu, ampak tudi lahko so zamenjava za izpit. Razen tega, urnik je dosta prilagodljiv, se pravi, predavanja ne morete spreminjati, ampak lahko spreminjate vaje, lahko poiščete kakšno zamenjavo in greste na drugem termin vajah. Predmetnik sem na splošno malo razložila. Pomembno je, da v prvem letniku imamo obvezne predmete, v drugem letniku so vsi izbirne predmete, ampak pomembno je, da znate, da veste, da neke predmete so predpogoj za druge predmete. Recimo tukaj, kot vidite, na primer, organizacija računalnikov je predpogoj za opravljanje izpiti z načrtovanje digitalnih naprav in tako naprej. Načeloma Vasja vse je povedal, kar je pomembno za programe. In edina razlika, ki je tukaj med visokošolski in univerzitetni program, je to, da visokošolski strokovni študij je bolj osredotočen na praktično delo, kot sem že povedala, in pripravlja študente za delo. Vendar to ne pomeni, da ne morete iz visokošolskega študija naprej na drugo stopnjo. Torej vsak študent
VSŠ ima enako pravico kot vsi ostali programi Fakultete za računalništvo in informatiko, da lahko grejo naprej na drugo stopnjo. Kar se tiče predznanja, ni toliko pomembno imeti kakšno predznanje, ampak je zaželeno, še posebej predznanje pri matematiki, pa osnovno znanje računalništva. In za tiste, ki imate kakšne težave s predmete in material, so tudi na razpolagi tutorje in asistente in profesorje. Se pravi, to je z moje strani. Če imate kako vprašanje, lahko me vprašate. Hvala, Bisera, za tole predstavitev. Se mi zdi, ne vem, mogoče si omenila, pa sem preslišal, za dodati, če slučajno nisi omenila, da je znotraj programa tudi obvezna delovna praksa, ki je dejansko del študijskega programa, tako da nekako se predmetnik načrtuje tako, da je v tistem zadnjem semestru tretjega letnika skoraj da nimate nekih drugih predmetov kot tole obvezno prakso in pa seveda pisanje diplome. Tako da to sem mogoče že še želel dodati. Sedaj pa predlagam, da gremo kar na naslednji program, sicer gre za interdisciplinarni program računalništvo in matematika. Kaj to pomeni, kakšna je ta kombinacija in kako to deluje v praksi, bo pa povedal Matjaž Vuherer, tako da Matjaž, izvoli. Živijo, zdravo, mene veseli, da smo se zbrali v tako velikem številu danes. V bistvu, ja, gre kot vidite na predmetniku zelo podobno temu univerzitetnemu programu. V prvem letniku so to, v bistvu se opravljajo ti računalniški predmeti, se opravljajo skupaj z študenti iz univerzitetnega programa, potem pa ti bolj matematično ravnanje, to so v prvem letniku analiza 1, 2, diskretne strukture 1 in 2, ter pa linearna algebra se opravljajo na Fakulteti za matematiko in fiziko, se pravi na Jadranski. To je v bistvu ta glavna razlika. Se mi zdi, da nekaj dobra izbira študija za nekoga, ki želi poleg dobrega znanja računalništva še eno konkretno podlago iz matematike, sploh če te še študente zanima neka konkretna delo z nekimi tehnologijami, ki zahteva tako podrobno še poznavanje. V bistvu definitivno tukaj dosti pomembno neko preznanje matematike, ker so ta predavanja na FMF-ju so, bom rekel, čisto iskreno dosti zahtevna in tudi tempo same snovi hitro, predela se več snovi kot recimo na univerzitetnem programu na FRIU, ampak se zdi, da gre hkrati bolj kvalitetno, neko poglobljeno in bolj kvalitetno znanje, ki pride kasneje v karierni poti prav. Ena stvar, ki mi je zelo všeč recimo na tem programu, je, da je samo nekaj na 40 na letnik se neka oblikovala neka bolj povezana skupnost, tudi neka ta medgeneracijska pomoč med sami ŠRM-jevci. Tudi to predstavlja neko mogoče malo večjo fleksibilnost, jaz bi tudi zelo izpostavil lanske asistente ter profesorje, sploh na FMF, ker so bili zelo prilagodljivi, dobro se z njimi dalo dogovoriti glede datumov za izpite ter pa kolokvije. Načeloma sistem na FMF je tak, da se da upraviti skoraj vse predmete z kolokvijem, oziroma vsaj računski del predmeta s kolokvijem, potem pa je trebno še iti na zagovor, se pravi, oziroma pisati izpit iz teorije na koncu. Dosti ljudi me od mlajše generacije vedno vprašajo, kako je z preznanjem programiranja. Konkretno preznanje programiranja ni potrebno nekako iz izkušenj, oziroma kako sem svojih sošolcev slišal, so bili nekako 50-50, glede na to, koliko je kdo zna že programirati. To mogoče, če imate neko preznanje programiranja, to olajša zadevo v prvem letniku. Je mogoče malo, v bistvu manj zahteven ta preskok na študijski način učenja, ampak tudi, če ne znate programirati, ni doben problem, se da se sproti naučiti. V bistvu poleg teh nekih klasičnih, pogosto uporabljenih programskih jezikov, kot so recimo Java, C, Python, pa JavaScript za spletno programiranje, se tudi
Na matematiki srečamo dosti z bolj namenskimi programskimi jeziki, kot so recimo MATLAB, pa matematika, tako bolj numerično računanje matematičnih zadev. Sama prisotnost na vajah in predavanjih na FMF-ju ni obvezna, ampak jaz zelo toplo priporočam, ker se mi zdi, da so kvalitetni asistenti in profesorji, se jih da dosti odnesti in tudi nekako lajša delo, treba potem cele snovi sam doma predelovati. Sprotnih obveznosti bi rekel, da ni toliko, razen nekih kolokvijev. Domače naloge niso toliko pogoste na teh matematičnih predmetih, je pa vseeno fajn pa prepričljivo, da delate skupaj, ker se zna zgoditi, da ne boste mogli nadoknaditi vse snovi teh pred izpiti. Ja, mislim, da je to. Bi pa rad tudi jaz, vsaj bodoče študente, ki se bodo odločili za študij na FRIU, pozval, da se naslednje leto v začetku študija pridružite pri študentski organizaciji ter pa študentskem svetu. To je nekako to iz moje strani. Hvala, Matjaž. Tako, sedaj pa gremo še na ta drugi interdisciplinarni program. In sicer gre tukaj za program Multimedia, ki nam ga bo pa predstavila Eva Vidmar. Eva, izvoli. Ja, živim, hvala za besedo. Torej, jaz sem Eva. V bistvu sem zdaj že diplomirala ta program Multimedije in trenutno sem v prvem letniku na magistrski stopnji multimedije. Torej, ta program je, kot že omenjeno, interdisciplinarni, torej večino časa preživiš na fakulteti za računalništvo ali pa na fakulteti za elektrotehniko. Tako se pol tudi deli po dnevih, da si nekaj časa na elektro, nekaj časa na FRI. V bistvu priporočila bi ga vsem tistim, ki se zanimate za tehnologijo, v bistvu malo poglobljeno, ne samo za snemanje recimo, ker je še vseeno poglobljena znanja pridobiš iz računalništva in pa elektrotehnike. Torej v prvem letniku si v bistvu skupaj s tistimi študenti, ki so na računalništvu in imaš programiranje 1, programiranje 2 in pa matematiko, tako da dobiš kar veliko teh osnovnih teoretičnih znanj. Potem na fakulteti za elektrotehniko se pa v bistvu usmeriš bolj v ta področje multimedije, kjer se spoznaš za opremo, za snemalno opremo, tako da če vas zanimajo te bolj snemalne stvari, je to ta prav študij, ker tam tudi konstantno razvijajo, pridobivajo novo opremo in tudi sodelujejo na projektih. Bi pa predvsem poudarila, da je ta študij še vseeno inženirski, torej ni samo poudarek na oblikovanju in pa kreativnih vsebinah, ampak je tudi primeren pač za tiste, ki se zanimate za bolj tehnične vede. Torej, poleg te računalniških stvari, ki sem jih že omenila, na fakulteti za elektrotehniko se spoznaš tudi z komunikacijskimi sistemi, naprimer v prvem letniku, ali pa z digitalno obdelavo signalov. Torej, če vas zanimajo te tehnologije, je to v bistvu neka mešanica, kjer dobiš preglobljeno znanje. Poleg tega je pa tudi v bistvu ta študij fajn, zaradi tega, ker je pa poudarek tudi na teh, da dobiš tudi kakšne te družbene kompetence, torej kako uporabiti to praktično znanje na trgu dela, naprimer pri predmetih, kot so karierna komunikacija. Poleg tega pa so še tudi kakšni predmeti oblikovalski, kjer pa lahko imaš majčkeno svojo kreativno stran tudi pokažeš. Tako da jaz bi priporočila ta študij predvsem tem vam, ki vas zanima tehnologija, poglobljeno znanje, hkrati pa ste tudi kreativni, pa imate svoje ideje, pa bi rad recimo to znanje uporabili na kakšnih svojih projektih. Ustvarjajo se tudi računalniške igrice, če vas to zanima, ali pa spletne strani, mobilne aplikacije. Tako da področje je zelo razgibano, na tem programu se spoznaš z vsemi področji multimedije, dati res dobre osnove in teoretično znanje. Hkrati pa se lahko pridružite tudi v laboratoriju za multimedijo, kjer pa to je na fakulteti za elektrotehniko.
kjer potem lahko delate na projektih, kot so kakšni video prenosi ali pa programiranje spletnih strani in se potem tudi prek teh projektov spoznate z konkretnimi stvarmi, ki jih nek inženir multimedije upravlja. Tako da sam program ni tako zahteven, mislim, moraš kar po nekaj časa vložiti, da se naučiš programiranje ali pa kakšnih teh predmetov. Drugi predmeti so pa tudi tako, da da niso tako zahtevni, ker se lahko potem več časa poglobiš, si vzameš za bolj zahtevne predmete. Tako da sam predmetnik je v bistvu prikazan tudi na spletni strani Multimedia Info, ki je redno posodobljena in se ga lahko tudi še bolj poglobljeno pogledate. Drugače pa, tako kot so že omenili kolegi, predznanje ni tako potrebno, ker grejo od začetka, torej programiranje in pa matematika, če prej še niste obvladali, se da vse sproti naučiti. Tudi mogoče fajna stvar multimedije je tudi to, da je študentov nekoliko manj, torej pri tistih predmetih na fakulteti za elektrotehniko, ki so namenjeni samo multimedijcem, se v bistvu fajn povežete, pa nekako odnos je bolj tak, mogoče prijateljski, lahko veliko stvari vprašaš, se vključiš na kakšne projekte, tako da bi rekla, da je skupnost multimedijcev zelo v redu, predvsem, če vas te vsebine zanimajo. Tako da, ja, zaenkrat bi bilo to iz moje strani vse, če boste imeli pa potem še kakšno vprašanje, pa z veseljem tudi odgovorim. Hvala, Eva, tudi za tole tvojo predstavitev multimedije. Sedaj pa nekako ene par stvari se mi zdi, da je tako fino, če povem oziroma da vas vprašam. Zdaj, recimo Matjaž pa Eva, ki ste na programih, ki ste nekoliko manjša, ste že omenila, da je zelo fino na teh programih, ker so nekoliko manjši in da se lahko študenti potem med sabo dobro povežete. Verjetno zdaj to ne pomeni, da vas mora odvrniti, da bi se vpisali na katerega od tistih programov, ki so večji. Pa me zanima, mogoče Vasja pa Bisera, ki sta na teh večjih programih, se pravi, ki vpisujejo čez 150 študentov, kako je pa tukaj glede recimo neke skupnosti med samimi študenti, a se tukaj povežete med vajami, pa kakšen je potem odnos, ne vem, so tukaj asistenti recimo tisti, s katerimi ste bolj v stiku in pomagajo, so to potem konec koncev le profesori, ne vem, vajna izkušnja mogoče katerikoli. Ja, jaz bi definitivno povedal to, da res je, da nas je veliko. 150, 170 študentov, to je veliko. In v bistvu ni za pričakovati, da boš ti po prvih 2 tednih poznal vse. Ampak jaz in Bisera so obadva v študentskem svetu in študentski organizaciji in to so dve v bistvu študentski organi, ki so zelo na naši fakulteti še posebej zelo welcoming vsem študentom. In jaz mislim, da preko tega in preko raznih obštudijskih dejavnosti, ki so, recimo imamo uvod v študij, ki bo na začetku leta, razni pikniki, kakšen bowling night, take stvari, zunaj se kdaj kaj peče, veliko se dogaja, no? To so kakšne skrivnosti, tudi boste že videli. In se povežemo skupaj v neko skupnost, ki je zelo, zelo prijetna meni. Imamo tudi Discord, ki je odprt vsem študentom, tako da čeprav nas je veliko, v bistvu se na vseh teh dogodkih je veliko možnosti, da se povežeš z ljudmi. Seveda to ni več srednja šola, nimaš več skupino 20, s katerimi si, ampak je pa odprto, in tudi študenti so zelo odprti, da se povežejo. Če imaš Bisera kaj za mogoče. Jaz bi dodala samo, da lahko se povežete s študentami tudi prek različne projekte, različne domače naloge, ki jih delamo tudi v skupini, pa še to aktivnosti, ki jih delamo na fakulteti, ki so iz recimo študentske organizacije, pa tudi obstajajo tiste,
Iztek, pa še ne vem, Best po moje, tiste so organizacije, ki delajo na področju računalništva in elektrotehniko in ki so bolj tako strokovne organizacije, ampak recimo mi v študentsko organizacijo delamo tiste stvari, ki so bolj malo fun activities, kot so bowling pa parties in takšne stvari. In to je v glavnem to, kar sem hotela povedati. Jaz bi tu še skočil noter, pa dodal samo, da na fakulteti imamo še tudi, se prireja ta Dragon Hack, se pravi hackathon, sad pridružite temu Dragon Hacku, ki v bistvu organizira to stvar, pa tudi nekako z letošnjim študijskim letom se je ustanovil BitClub, se pravi nekako ta povezava med nekim biznisom, se pravi podjetništvom in pa tem IT sektorjem. Tudi lepo dobrodošli, če se boste odločili za da se oglasite na katerih izmed teh dogodkov. Super, hvala, Matjaž, tudi za še ta dodatek. Zdaj, danes tukaj, ko predstavljate študenti, sem tako zelo vesel, da sta v bistvu dva študenta pa 2 študentki. Kar tako sicer, meni se zdi to super, je pa res, da ko prideš na Free, ponavadi ni ta občutek, ker je več fantov kot deklet. To je tako je v bistvu na vseh inženirskih študijih. Pa vedno se sprašujemo, a je to nujno tako. Zdaj ne bom spraševal Eve pa Bisere, zakaj se druge punce ne vpisujejo na Free, ker to bi najbrž mogli vprašati druge. Ampak me zanima, kako je, ali ste imeli kdaj občutek, da ste zaradi tega, ker sta dekleti težje sledita, da sta kakorkoli težje študirata kot fantje, pa da bi bil študij mogoče bolj primeren za njih. Ker to vprašanje se mi zdi, da se dostikrat pojavlja, ko se odloča o študiju, tako da mogoče vajin pogled na to. Ja, v bistvu to je res, ja. Ko prideš v prvi letnik, si malo tako opaziš, da je več fantov, ampak načeloma te to nič ne zaustavi, zato ker pač vsi delamo iste stvari in tudi vsi smo enako odprti, tako da jaz v bistvu nisem imela problema s tem, ker so bili sošolci ful prijazni, tudi najdeš tudi v bistvu na multimediji je večinoma pol, se pravi se vpisuje veliko punc tudi na multimedijo, tako da tam ni tak problem, ko pa prideš na FRI, tudi se mi ne zdi noben problem, spol in se omejevati na spol. Tako da iz moje strani ni bilo veliko problemov, vsi so bili zelo prijazni in me to ni nič zaustavljalo. Bisera, ti si na programu na visokošolskem študiju, kjer pa je v bistvu število deklet manjše. Kakšna je tvoja izkušnja? Res je, da smo majhno število punc na VSŠ, ampak nikoli nisem počutila kakšno razliko in res je cool biti punca na Free. In jaz bi dodala samo en mal fun fact, da je prva programerka bila punca. Pač prvi programer je bil punca. Tako je, tudi se mi zdi, da je zanimivo, ko v študentskem svetu, mislim, da na zadnjih volitvah sem zadnjič gledal, nisem prepričan, ampak zdi se mi, da je dejansko več deklet kot fantov v študentskem svetu. Tako da so zelo aktivne in ste zelo aktivne, tako da pohvale, ne vem, na to temo bi mogoče še Matjaž ali pa Lev karkoli dodala. Kakšen je vajen občutek? Mislim, bi bilo boljše, se vam zdi, da manjka, da ni več deklet, da je večja ta pestrost ali tega niti ni zares občutiti? Jaz mislim, da ni važno, če si fant ali punca. In mislim, da je zelo odprt community tukaj. Tako da jaz sem vesel vsega. Sploh ne bom tukaj. Jaz mislim, da so res in punce in fantje vsi vabljeni. Jaz mislim, da to ne omejuje na kakršen način. Jaz mislim, da smo zelo odprt community. Progresivni. Super, hvala. Čeprav ne se res veliko fantov, moram reči, ampak punce so vse vabljene, res. Ok, mogoče ena stvar, zdaj
tukaj se pogovarjamo z dijaki. Zdaj, fakulteta je malo drugačno okolje, se pravi, tukaj vendarle gremo z nekimi interesi, sem pridemo, da pridobivamo nova znanja, tudi sami asistenti, profesori praktično ves čas pridobivajo nova znanja na področju računalništva, se tukaj res razvija, se stvari hitro razvijajo, potem naprej z diplomami praktično študenti dostikrat na kakšnih stvareh vejo več kot študenti, kot profesori in asistenti že. Lahko, kakšna je vaša izkušnja, kakšen je ta odnos med asistenti in profesorji in študenti? Mislim, da kako ta, recimo, v primerjavi s tem, če pomislite na učitelje, ne vem, v srednji šoli in tako. Si kdo upa na to temo kaj povedati? Ja. Zdaj, kar se najbolj opazi pri tem skoku iz srednje šole na fakulteto, na dodiplomski študij, bachelor, nisi več v srednji šoli, in v bistvu glavna stvar je, da zdaj tukaj je pričakovano samostojno delo, pri dosta samo. Tako da profesorji so tam, so na voljo, so prijazni in ti bojo pomagali in so odprti, da ti prideš z njimi z vprašanji, ampak je v bistvu razlika, no, vsaj tiste, kar jaz občutam, ki se me tako opazuje, da res je na tebi več. Noben ti ne bo več težil, a greš lahko na WC ali ne, a kdaj moraš biti tam, to, ker v bistvu se pričakuje, da ste zdaj pa že dosti stari, da boste to sami ocenili in naredili, kar je pravilno za vas pač. Ja, pa tudi vsi profesorji so še vseeno, če pristopiš do njega, zelo odprti, pa ti pomagajo, tako da mora biti samo iniciativa in pa ti vsi pomagajo, se mi zdi. Ok, mogoče ena naslednja stvar, da pridemo še nekako, da zaključimo, potem mi pa damo besedo še udeležencem, če imajo kakšno vprašanje. Zdaj, ena stvar je, da študenti free so zelo, vseh programov v bistvu, so zelo iskani. Večina študentov že v času študija dela, kje pridobiva izkušnje, ima nagledane, če ne drugega, mogoče nekako podjetja ali pa smeri, kamor bi želeli iti. Kakšna je vaša izkušnja, koliko se da ob študiju tudi delati, kakšna dela recimo so taka, ki jih je možno opravljati poleg študija, tako da je recimo še možno študirati, ne da se zaradi dela opusti študij? Jaz delam že 1 leto zraven faksa in delam robotiko v eno ameriško podjetje, Ubiquiti Robotics, in moja izkušnja je, da se da delati zraven faksa, samo da res je pa, da dobimo malo lažje delo, pa delamo skupaj z mentorji in te pripravljajo za naprej, samo da to ni toliko resno delo, da delaš 24 ur na dan, dobiš recimo nekaj 10 ur na teden ali pa do 15 ur na teden in tako je bolj v easy, ni toliko težko, da ti predstavljati kakšne težave za učenje pa takšne stvari. Matjaž, Vasja, Eva? Ja, jaz bi tudi dodal, da delati se da dosti, išče tudi dosti študentov računalništva, zdaj že sam, če odprete spletno stran študentskega servisa, boste videli verjetno vsaj 100 oglasov. Je pa tu stvar v bistvu na posamezniku, da mora nekako posameznik malo presoditi, koliko časa potrebuje za študij, pa koliko časa lahko nameni službi pa še nekim drugim dejavnostim. Mislim, da se da dosti, če se nekako dobro organiziran s časom. S tem pa zdi delodajalci nekako izkušnja, da so razumevajoči tega, da si študent, pa se ne pričakuje od tebe ravno, da boš 40 ur pa več delal na teden pri njih. Mislim, da je celo ključna zadeva možno. Ja, mogoče jaz bi še dodala, da fajn se je tudi vključiti mogoče v kakšne laboratorije, kot sem že omenila, na fakulteti za elektrotehniko, ko je laboratorij za multimedijo, kjer te tudi pač se da delati zraven, ker tam so profesorji, asistenti in te je prilagodljivo pač tebi.
Tako da je fajn se vključevati v kakšne te projekte, ko so tudi na faksu, recimo, da pol zraven dobiš te kompetence in izkušnje. Tako da, Super, ja, tudi, se pravi, Eva, hvala, si omenila, se pravi, laboratorij za multimedijo na Fakulteti za elektrotehniko. Seveda, to je za program multimedije, mislim, da je taka zelo naravna izbira, drugače pa tudi na Fakulteti za računalništvo je teh laboratorijev kar 19, tako da tukaj je v bistvu priložnosti zelo veliko, stalno so kakšni projekti v teku in na teh projektih se da naučiti veliko, nekaj tudi malega zaslužiti, se pravi tam, ker so taki projekti, tako da nekako se pokombinira oboje. Jaz bi zdaj nekako prišel še na ta zadnji del predstavitve strani študentov. Zdaj tukaj sem dal en tak slajd nekih, bom rekel, kot je rekel Matjaž, če pogledaš na kakšen študentski servis ali pa druge oglase teh različnih delovnih mest z področja računalništva je ogromno. Tukaj so mogoče zdaj napisani že taki bolj za neke redne zaposlitve, ampak to so stvari, ki se pojavljajo, ki jih celo leto objavljamo tudi različne oglase. Zdaj pa me zanima samo, preden predamo besedo še našim udeležencem za kakšno vprašanja, če mi lahko Vasja, Bisera, Matjaž pa Eva poveste, kam pa vas nese oziroma o čem razmišljate potem, ko boste zaključili študij, ker vem, da ga tudi uspešno boste, ampak kaj je tisto področje, kar vas zanima, kje bi želeli. Bisera je že omenila, da je robotika tista smer, za ostale pa vsaj zame še skrivnost, tako da dajte povedati. Vasja, si boš ti pogumil. Lahko začnem s tem, da moj odgovor, točno kaj bom jaz delal naprej, mogoče nima konkretnih par besednega odgovora, ampak v bistvu se zanimam za to, da bi zdaj to svoje znanje računalništva in programiranja, ki sem ga pridobil na tej fakulteti, oplemenitil z znanjem podjetništva in podjetništva in prodaje in v bistvu tudi te smeri, ker vse skupaj je računalništvo potrebno povsod. Zdaj, kot sem tudi omenil, pri Uniji programu imate kakšne izbirne predmete iz drugih fakultet, tako da če te kaj takega zanima, lahko si vzameš en predmet iz druge fakultete, da vidiš, če je to zate, če ni to zate. Tako da to bi v bistvu moj odgovor in s tem hočem pokazati, da je odprto polje. Jaz mislim, da bom še videl in tudi jaz mislim, da nisem omejen točno, kam bom šel, tudi če zdaj ne znam povedati točno. Hvala. Želim zmešati podjetništvo noter v to in imamo tudi kaj takega. Ok, če nadaljujem jaz. V bistvu od začetka tega programa me je ful zanimalo sama videomontaža in pa v bistvu, kako bi rekla, produkcija multimedijskih vsebin, kjer se lahko dela na RTV ali pa na teh televizijskih stvareh. Tako da sem se v to zdaj usmerila in dobila izkušnje iz teh stvari. Tudi pol sem delala na kakšnih projektih, ki dobiš zraven, naprimer sem snemala te videe za kuhanje ali pa kaj takšnega in potem naredim videe na YouTube ali pa na socialna omrežja. V glavnem, ta aspekt multimedije sem do zdaj delala. Zdaj za naprej bi se pa osredotočila na načrtovanje uporabniške izkušnje, ki je v zadnjem času zelo, se mi zdi, da je v razvoju in tudi popularna, se pravi tukaj pa, da bi pa lahko razvijala tudi mobilne aplikacije ali pa spletne strani. Tako da na tem področju v ta področje se usmerjam zdaj in se bom naprej. Hvala. Bisera, mogoče ti poveš vendarle kakšno besedo veš o tej robotiki oziroma kaj je znotraj robotike tisto, kar te pritegne? Robotika je tudi splošna tema, pač ima različne stvari, ki jih lahko delaš na področju robotike,
torej lahko delaš odzadje, software development, imaš tudi umetno inteligenco, algoritme, ki jih razvijaš, senzorje, pa še tisto hardversko delo. Samo da meni najbolj zanima hardware in kako se razvija robot, ampak pač moj dream job je to, da delam v medicini, izdelava naprave za boljšo medicino, tako nekako. Super, hvala Bisera. Če se ne motim, boš ti mogla sicer kmalu nas zapustiti, ker imaš neke druge obveznosti, tako da se ti že zdaj zahvaljujem za to, da si nam predstavila nekaj o visokošolskem študiju, pa pač seveda tudi o svojih pogledih na ta študij. Zdaj pa, Matjaž, ti si sicer malenkost bolj na začetku študija, kot ostali trije študenti, pa vendar, kaj je recimo kot študent? Ja, malo mlajši od kolegov, ja, drži. Čeprav trenutno sodelujem z kolegi na fakulteti za strojništvo v njihovem laboratoriju, moram reči, da me to delo v bistvu kar dosti navdušilo. Ne delam nič hudo strojniškega, sicer se ukvarjamo z temi programerskimi in matematičnimi rešitvami njihovih problemov. Nekako bi rekel, da me trenutno zanima, kaj bi se po to smer hotel usmeriti nekaj med robotiko, kar se teh programerskih stvari tiče, ter pa tudi samo, recimo v matematičnih stvari, pa tudi neka teorija grafov, ampak si puščam v življenju dosti odprte možnosti, bi tudi definitivno že vidim tem, iščujem neko prednost in interdisciplinarnost in bi želel si v nadaljnjem študiju še to oplemenititi, mogoče s kakim tudi bolj družboslovnim znanjem. Se mi zdi, da to je ena taka super kombinacija z nekih znanj, ki so zelo versatilna in uporabna na nekem samem trgu dela, pa tudi na raziskovalnem področju kasneje. Hvala, Matjaž. Zdaj pa imamo še čas, seveda, za vaše vprašanja, za vprašanje udeležencev. Dajte vprašati, lahko napišete v chat, kakor vam je ljubše. Kaj vas zanima, tukaj imamo zdaj 3 študente, ki vam lahko povejo res insiderske zadeve. Tako da je nekaj vprašanje že prišlo in sicer ali ima univerzitetni program prakso. Obvezne prakse nima, tako kot ima recimo tale visokošolski, lahko pa greste na izbirno, se pravi kot neko izbirno prakso, ki se vam sicer prav tako recimo potem vpiše v prilogo k diplomi, ne šteje pa kot študijska obveznost, to je edino. Drugače pa s firmami, z podjetji, ki imamo sklenjene dogovore za te prakse, se lahko, se pravi, se pridružite tudi tisti na univerzitetnem programu. Ampak, kot so že povedali kolegi, prakse oziroma nekega dela v različnem obsegu, kar vam paše v podjetjih, ni težko dobiti študentom računalništva in pač multimedije, računalništva in matematike. V bistvu vsi zelo iščejo študente nekako s temi znanji, tako da so veseli tudi, če študenti čim prej pridejo pa preverijo, a je mogoče neko področje dela za njih. Tudi izmenjave imamo v številne države, mislim, da je v Evropi nekih 19 držav, s katerimi imamo sklenjene pogodbe. In v teh državah, se pravi, to so različne institucije. Tako da, kar se izmenjav tiče, jih zelo spodbujamo in tudi, kar se tega tiče, je vsaj, ne vem, za druge fakultete, ampak naša fakulteta je tukaj zelo odprta, se pravi, če greste za en semester, se pravi pol leta v tujino na neko drugo fakulteto in tam opravite obveznosti, se vam pač prizna te obveznosti kot tiste, ki bi jih opravili pri nas v Ljubljani, čeprav mogoče to niso iste obveznosti, ki bi jih sicer opravljali v Ljubljani. Ponekod se dejansko zahteva, da so te stvari ekvivalenti. Mi nekako smo pa tega mnenja, da vendarle vsega ne znamo, ne poučujemo vseh vsebin in včasih na neki drugi instituciji v tujini lahko pridobite neka specifična znanja, ki jih pri nas ne bi mogli pridobiti vsaj znotraj študija. Tako da je to nekako dobrodošlo, če sami najdete v tujini neko drugo institucijo in tam se naučite določena znanja. Tako da to se priznam.
A lahko še dodam za izmenjavo? Seveda, kar dodaj vas, ja. Ja, se pravi, glede izmenjav, izmenjave so v države večino evropskih držav, kot je rekel Miha. Poleg tega so pa opcije, obstaja možnost, če želiš iti v tretjem letniku ali v drugem, na izmenjavo v Južno Korejo, kjer lahko pridobiš dvojno diplomo, sporazum je pač narejen, tako da v bistvu tudi ta država obstaja. Zdaj pa glede Evrope, pač izmenjave so v večino držav, je pa pač stvar, da če greš ti v Nemčijo ali pa recimo Španijo ali pa Italijo, rabiš znati nemško ali pa špansko ali pa italijansko, ker drugače ne boš mogel slediti pouku in je tudi to nekaj, kar moraš dokazati z znanjem pač tega jezika, drugače pa imaš pa tudi druge države, ki so v angleščini, recimo Nizozemska ali pa Irska ponujata študij v angleškem jeziku, tako da to je to. Pa glede povprečja, rabiš povprečje 7 ali več. Tako da načeloma to ni spet toliko visoko povprečje, ampak ni pa, da se lahko kar vsak prijavi. Tako da, če te zanima izmenjava, keep that in mind from the beginning, povprečje mora biti 7 ali pa več, s tem, da the higher it is, the better your chance is. Kot je pa že povedal Miha, pa Uni pač nima prakse, ampak si lahko najdeš sam, išče se nas, računalničarje, tudi študente, veliko se boš naučil tudi kakšni službi, pa tako da to ne skrbi, to se da najdete. Pa vidim eno vprašanje o Uni od Anej Oman. Ja, ena od ključnih razlik med univerzitetnim in visokošolskim je, da je visokošolski bolj fokusiran na praktično dela, Uni pa bolj na teoretično. Seveda pri obeh boš in teorijo in praktiko znal, ampak v grobem je to ključna razlika. Ja, mogoče bi dodal pri tem, ker to dostikrat zveni tako, teorija je nekaj, kar pač obstaja in potem s tem ne vemo, kaj početi, praksa je pa pač tisto, kar na koncu rabimo. Tukaj vendarle mogoče, vsaj recimo na neki taki laični ravni dostikrat nekako se tako razume, vendarle je razlika. Pri univerzitetnem študiju dobite veliko nekih osnov, veliko znanja, še posebej, če imate namen nadaljevati na drugi stopnji, je po eni strani boljše dobiti to bolj trdno osnovo, vkolikor se pa vseeno nekako bolj nagibate mogoče k temu, da bi se po prvi stopnji zaposlili, potem je pa recimo visokošolski, bom rekel, mogoče bolj prava pot, tudi z obvezno prakso in z ostalimi zadevami se prej, bom rekel, specializirate za neko področje. Na nobenem študiju, tako na univerzitetnem kot na visokošolskem, pa ne boste seveda, ko boste prišli v neko podjetje, kar znali vsega se usedli za računalnik in jim rešili problema, vedno je pa tisto neko obdobje, ko se treba preučiti nujno. Mogoče bi samo eno stvar še vseeno povedal, preden se zapletamo predaleč v to razlikovanje med univerzitetnim in visokošolskim. Razlika je tudi v tem, da recimo na univerzitetni študij se pretežno vpisujejo maturanti gimnazijskih programov, na visokošolski pa, ampak spravim, to ni pravilo, ampak nekako je vseeno pretežno tako, na visokošolski pa se pravi tisti maturanti strokovnih srednjih šol, se pravi pač različnih tehniških in tako. Tako da tukaj je nekako razlika, ponavadi, se pravi tudi tisti z strokovnih srednjih šol se lahko vpišete na univerzitetni program, vendar potrebujete zraven še dodaten maturitetni predmet, ki ga morate opraviti. Tako da običajno je bolj tako, da se na strokovni študij vpisujejo dijaki z strokovnih srednjih šol. Ni pa to drugače omejitev, lahko se v eno in drugo stran v resnici vpisujete. Eno vprašanje, kako je potekal študij na daljavo in kako je bilo študentom? To pa mislim, da absolutno ste vi trije tisti, ki lahko to poveste. Ja, glede pač potekale na daljavo, tako kot je, prek Zooma, prek drugih platform, Teams, po mojem tudi že kaj poznate, zdaj tukaj pač kako je potekalo je online, ne vem točno kakšno vprašanje, zdaj kako je pa bilo študentom, je pa odvisno od študenta. Jaz mislim, da nekaterim je bilo všeč to, da jim ne rabijo priti na fakulteto, nekateri bi raje prišli na fakulteto, recimo jaz sem raje na fakulteti, ampak
se mi zdi, da je potekal načeloma korektno, kolikor se le da, situacija seveda ni optimalna, ampak mogoče, če imate bisera, Matjaša pa Eva vidva, kaj je povedati za širi nadaljavo. Ja, mogoče tako bolj si bil prepuščen samem sebi. Nekateri profesori so zelo dobro izvedli te spletna predavanja, pa so se prilagodili temu, nekateri so pa je bilo mogoče malo bolj težko slediti, ker si bil sam pač pred računalnikom, ampak če si bil sam dosti motiviran pa discipliniran, da si delal sam, so bili profesori vedno na voljo za konzultacije prek Zooma ali pa se je dal veliko zmeniti, tako da načeloma, če si imel veliko svoje energije pa motivacije, se je dal zelo dobro med karanteno pač spremljati faks in vse narediti. Ja, ok, pa tudi zavidam, razen če ima Matjaž še kaj. Bil naslednje vprašanje. Kakšni so stroški z visokošolskim študijem? Meni se zdi, da jih ni, razen pač svoj računalnik mogoče. Miha, mogoče vi veste. Ja, zdaj, kar se tiče študija, je tako, če ste redno vpisani in pač prvič redno vpisani, se pravi, ne, da ste mogoče zaključili še kakšen drug študij, je študij kot tak za vas, se pravi, sofinanciran v celoti in da ne rečem brezplačen, ker v resnici ni brezplačen, ampak vi ne plačate študija direktno. Zdaj, drugi stroški pa seveda, ne vem, tukaj pa je od vsega, od življenjskih stroškov, če morate živeti v Ljubljani, do nekih ostalih stroškov. Ja, računalnik boste na neki točki potrebovali zagotovo, ampak verjetno ga imate, oziroma to je nek strošek, ki kot računalničar morate všteti. Je pa mogoče, mislim, to boste sicer študenti lahko povedali, ampak ni pa potrebno imeti najdražjega in najboljšega računalnika na trgu za upravljanje študijskih obveznosti, najbrž ne. Res je, sploh ni potrebno. We're not gaming, to lahko delaš v svojem času, za faks tega ne potrebuješ, tako da ne skrbi po tem. Okay. Ja, eno vprašanje je o programiranju umetne inteligence in kakšno, se pravi, razlika med študijem računalništva in informatike ali pa računalništva in matematike, kar se tiče umetne inteligence in katerega bi priporočali, recimo, za to področje. Imate vi tukaj kakšno še na svet? Matjaž, ti si... Kot sam predmet umetna inteligenca, ki se izvaja na FRIU, se izvaja pač, kakor vem, se izvaja v kombinaciji z študenti in iz univerzitetnega programa in ŠRM-ja. Tu ni dobene praktične razlike, ampak mogoče bi predlagal matematiko, se pravi ta ŠRM program, zaradi nekaj bolj poglobljenih osnov matematike, ki znajo tu definitivno prav priti. Ja, tukaj bi mogoče tudi jaz dodal, da ravno na tem področju umetne inteligence je Fakulteta za računalništvo izjemno močna. Imamo 4 laboratorije, ki se ukvarjajo praktično s tem, z umetno inteligenco, z različnimi vidiki. In v bistvu kar precej naših profesorjev, raziskovalcev in uspešnih diplomantov, ki delujejo na tem področju, je začelo prek študija računalništvo in matematika. Tako da, ja, verjetno to računalništvo in matematika da nekaj več tistih osnov, ki so koristne na tem področju. Tako da, seveda to ne pomeni, da z področja, mislim, z študija računalništva in informatika teh znanj ne bi mogli dobiti, ampak verjetno neko to poglobljeno matematično znanje pa je tisto, ki ga je lažje pridobiti na programu računalništva in matematika. Ja, pa če še dodam, vidim, da je Tomi Božak napisal, če te matematika zanima. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da greš delati to, kar te zanima. Ključno, kakorkoli bo šel. Tako da, če te zanima matematika, potem je to pomembna stvar, da to upoštevaš, kaj te zanima. Ker veliko je dela na fakulteti in je dobro, da te zanima to, kar delaš. Tako.
Eno vprašanje, ali obstaja možnost, da se po 2 letih višje šole udeležiš visokošolskega programa? Iskreno povedano, tega odgovora pa žal nimam. Na to vprašanje bi vam lažje odgovorili v študentskem referatu, tako da predlagam, da na spletni strani poiščete kontakt pa jih vprašate zelo konkretno. Se pravi, vsi neki taki vpisni postopki, neki prepisi, veliko je možno, so določeni pogoji obstajajo, ampak tukaj gre res za, treba vsak posamezen primer pregledati in videti, kaj nekdo ima, kakšne stvari je opravil. Tako da tu se obrnite kar na študentski referat Fakultete za računalništvo, pa vam bodo tam dali popolno informacijo. Jaz bi, da ne bomo tukaj preskočili vprašanje Timoteja. Težko vprašanje, pač katero pot je najbolje izbrati, če je za končni cilj želiš postati programer, Uni ali VŠ, težko reči, ker oba dva prineseta različne in veliko stvari. Bi pa tako, recimo, če sem pač iz vidika študenta na Uni smeri, če želiš priti na fakulteto in čim prej začeti na projektih, večjih projektih, potem je mogoče VŠ bolj primeren. Zato, ker se pri Uniju mogoče malo kasneje lotimo takih večjih programerskih projektov. Zdaj, Bisere ni več, da bi ona malo več o VŠ povedala, na žalost. Tako je, tukaj Konstantin sprašuje, da pričakujemo od dijakov visoko povprečje za prijavo na smer multimedije. Ne gre tukaj za povprečje, tam gre za število točk, ki jih pridobite z mature in končnega uspeha v srednji šoli. In to je, mislim, da 85, ne 8,5. Te številke so tako, to ni neka absolutna številka. Lahko, če se prijavi malo ljudi, bo ta številka nižja, če se jih prijavi več, je lahko višja, odvisno spet od tega, kdo se prijavi. Nekako, te številke imajo eno tak učinek, ko se reče prerokbe, tako da, ko je številka dosti visoka, se potem vpisujejo tudi dijaki, ki nekako ocenjujejo sami, da bodo blizu teh številk. Tako da se potem te številke, vsaj recimo pri nas, ker je interesa za študij veliko, vsako leto nekoliko povečujejo, ne strašno, ampak recimo bolj rastejo, kot da bi recimo padali, ne. Zdaj, kako so te izračuni točk, mislim, da boste to znali že sami skoraj boljše izračunati, kot bi si upal jaz izračunati. V samih predstavitvenih brošurah, ki jih najdete na spletni strani, v zavihku Bodoči študent, imate pa tudi zapisano v tistih pogojih noter, kakšno je razmerje, se pravi, koliko šteje matura, koliko šteje končni uspeh v srednji šoli, ali gre za, ne vem, ali gre tudi za kakšen predmet pri matematičnih predmetih in tako naprej. Tako da tisto si sami potem preračunate in seveda vedno morate tukaj kalkulirati, koliko mislite, da boste naredili maturo, ker pač tega odgovora vam žal mi ne moramo dati, pa tudi vi ga ne morete vedeti v tem trenutku še. Ne vem, Eva, Vasja, Matjaž, kako ste vi to preračunavali, ste kaj preračunavali, ko ste se vpisovali? Mislim, da je, ne vem, če so čisto novi, najnovejši podatki, ampak če greste na dijaški.net, je tam en kalkulator za te točke. Mislim, da se tam da preračunati. Pa tudi mislim, da so tam zbrani za kar vrsto let podatki, koliko je bilo razpisov, prijav, pa kakšni so bile omejitve. Kako je s sprejemanjem učencev s posebnimi potrebami? Ja, seveda, vpisujemo tudi študente, ki imajo pač različne posebne potrebe. Tukaj potem tudi pri vpisu so posebna mesta na voljo, vkolikor ne dosežete tiste meje, ki je splošno veljavna, recimo pri multimediji, če je omejitev 85 in tega ne dosežete, imate pa neke posebne potrebe, se da so dodatna mesta na voljo, da se lahko vpišete. Konkretno spet,
Tukaj študentski referat, tisti, na katerega se obrnite, če imate res konkretno vprašanje, bodo za tudi posamezno situacijo povedali, kaj točno to pomeni. Imamo pa na fakulteti tudi posebno koordinator oziroma koordinatorko, ki tukaj pomaga in je seznanjena z vsemi formalnostmi, ki jih je treba urediti. Trenutno je to Mira Trebar, ne vem, načeloma to informacijo tudi dobite v študentskem referatu. Ali je na voljo kakšen izbirni predmet povezan z blockchain tehnologijo? Absolutno se tudi z blockchain tehnologijo ukvarjamo. Prav v zadnjih letih to področje, pač tako ali tako to področje zadnja leta šele raste, ampak tudi na fakulteti v zadnjih letih na tem področju več delamo. Tukaj imamo profesorja Vlada Stankovskega, ki je zelo aktiven, ima tudi več evropskih projektov, na katerih dela, in tukaj je absolutno to področje je nekaj, kar je v porastu in se da pridobivati znanje. Ne vemo, je kdo od teh študentov, ki ste danes z nami, tudi kaj na tem področju v študiju, znotraj študija delal. Mi smo imeli v bistvu ta predmet Vlado Stankovski, imenuje se varnost komunikacij, zaščita vsebin, in smo tudi tam v bistvu se spoznali s temi stvarmi in ja. Hvala. Ja, jaz mislim, da mogoče specifično to, mogoče pride bolj v 3. letniku, ko imaš izbirne predmete in se lahko bolj zbereš. Zdaj v 1. in 2. letniku pri uni smeri ni lih obveznega predmeta, ki bi bil o temu, ampak se pa omeni. To je pač nova tehnologija in se mi zdi, da probajo profesorji in fakulteta keep it up with the technology, ker se vse razvija ful hitro v računalništvu. Tako da tudi. Hvala. Imamo še kakšno vprašanje morda? Bi kdo od študentov še karkoli dodal? Tako, zdaj, če ne, se vam v bistvu vsem res iskreno zahvaljujem za obisk, tako dijakom kot študentom. Še eno vprašanje je priletelo od Maje. Kako pomembno je znanje angleščine za računalništvo? Kdo si bo upal na to? Jaz bi osebno trdil, da kar dosti, ker je dosti same literature in vsega napisano ravno v angleščini in pa tudi novejših tehnologij niso. Vse je pač lingua franca računalništva, definitivno angleščina, tudi že samo pomoč pri kakem programerskih zagonetkah je tudi dobro znati angleško, pa vsa dokumentacija je napisana v angleščini. Vsaj 99%. Je pa verjetno stvar tega, da se pač teh strokovnih izrazov se človek tako ali tako priuči sproti. Najbrž, ko se nekdo vrže v študij računalništva, pa prvič prebere en tutorial, se bo kar malo za glavo držal, ampak te besede se pa človek priuči. Ja, tako, vse je v slovenščini, vse se seveda predava v slovenščini, ampak ja, veliko literature je tukaj, Matjaž rekel, tudi v angleščini. Ja, mogoče, ja, to je za poudariti. Sam študij poteka v slovenskem jeziku, vsa predavanja so v slovenščini. Imamo seveda tudi tujce, ki se vpisujejo, zato nekatere vaje recimo potekajo potem tudi v angleščini. Kar pa se predavanj tiče, so pa vsaj na prvi stopnji v slovenščini. Na drugi stopnji je potem tudi nekaj več angleških predmetov, predavateljev, ki sodelujejo. Okej. Tako, še enkrat hvala vsem, da ste se pridružili. Če imate kakršnakoli vprašanja, ne se bati vprašati, pišite lahko v študentski referat, če imate še posebej bolj z opisi kakšna vprašanja.
pišite študentskemu svetu, kjer vam bodo z veseljem odgovorili še na kakšno vprašanje. Pišite nam v službo za komuniciranje, ker vam bomo tudi z veseljem posredovali še kakšne materiale, če jih potrebujete. Sicer pa na spletni strani najdete tudi različna gradiva in opise predmetov, opise študijskih programov. Tako da, ja, izkoristite zdaj ta čas do oddaje prijave za vpis, se pravi, imate časa še nekje tam do marca, dajte pridobiti čim več informacij, pridite k nam na informativne dneve, pojdite kam drugam na informativne dneve, sprašujte mogoče ljudi, ki jih poznate, ki so na kakšnih študijih, kot take izkušnje čisto osebne, in se boste lažje pravilno odločili. Si bo možno posnetek ogledati? Ja, posnetek bomo delili, tako da bo si možno gledati tudi začetek, koliko je kdo to zamudil začetek. Tako, še enkrat hvala vsem in želim vam še ure že toliko, da lep večer. Adijo. Adijo. Ja.